Ja, lepo zdrav vsem skupaj, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, kolegice, kolegi, spoštovana gospa Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, gospod Grum, namestnik direktorja Finančne uprave Republike Slovenije. Še enkrat dober dan vsem skupaj in hvala, ker ste se tako množično odzvali našemu vabilu. Verjamem, da boste s konference odšli polni uporabnih informacij, ki bodo pomembno zaznamovale letošnji vrhunec turistične sezone. Naj povem, da sem kot minister pristojen za turizem zelo zadovoljen, da nam je skupnimi močmi uspelo pripraviti veliko ukrepov, ki jih je in jih še bo koristil slovenski turizem. Z ukrepi smo bili hitri in obsežni, kar je za okrevanje našega gospodarstva izrednega pomena. Ponosen sem tudi na to, da smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Turistično-gostinsko zbornico uspeli pripraviti novo znamko Green and Safe. To boste imeli v nadaljevanju priložnost tudi videti. To bo označevala spoštovanje visokih varnostnih in higienskih standardov ponudnikov turističnih storitev. V tem pogledu smo v koraku z vsemi vodilnimi turističnimi državami sveta. Na letošnje poletje smo torej pripravljeni, ne glede na to, kaj bodo pokazale številke konec poletne sezone, pa je eden od razvojnih ciljev našega turizma že izpolnjen. In sicer, da smo vodilni v zvestobi zelenemu, zdravemu, varnemu in trajnostnemu turizmu. Turizem je zaradi pandemije novega koronavirusa povsem na tleh in vprašanje je, kdaj bo znova tak, kot se ga spomnimo do marca letošnjega leta. Naše potovalne navade in pričakovanja so se zelo spremenile, več kot kdaj prej nam pomenita varnost in zdravje. Ta nova okoliščina gre slovenskemu turizmu sicer močno na roko, a kljub vsemu potrebuje naš turizem zelo konkretne spodbude, da se bodo njegova kolesa zopet zavrtela v polni meri. Predvsem pa, da bo nekoč spet pomenil to, kar je v našem bruto družbenem produktu že pomenil. Vladi so težave v turističnem gospodarstvu, v turistični industriji zelo dobro znane. Nenazadnje smo na našem ministrstvu prve ukrepe za pomoč tej panogi zastavili že konec februarja, še v času prejšnje vlade. Takrat smo se s predstavniki gospodarstva že srečevali na temo nevarnosti koronavirusa za gospodarstvo in turizem. Posebej pa smo se o tem, na kak način zavarovati turizem pred usodnimi tveganji, ukvarjali v novo ustanovljenem strateškem svetu za turizem, ki smo ga ustanovili v začetku maja. Mnogi so se spraševali, zakaj smo za turizem pripravili posebne ukrepe. Kar nekaj razlogov je za to. In sicer prvič, turizem pomeni v našem bruto družbenem produktu več kot 10%. To je številka, ki od nas zahteva prednostno obravnavo, če temu tako rečem, že sama po sebi. Drugič, od turizma je neposredno odvisnih skoraj 60.000 delovnih mest in za delovna mesta smo se zelo trudili in bilo bi zelo nespametno, če bi jih zdaj pustili, da propadajo. In tretjič, turizem je zelo multiplikativna panoga. Ko gre turizmu dobro, gre dobro tudi transportu, gre dobro kulturi, gre dobro gradbeništvu, kmetijstvu. Skratka, vsak evro naložen v turizem se državi večkratno splača. In v okviru tretjega paketa ukrepov bosta Slovenski podjetniški sklad in pa Slovenski regionalni sklad Ribnica razpisala kredite za premagovanje likvidnostnih težav podjetij. Slovenski razvojni sklad iz Ribnice bo s krediti zagotovil in pomagal malim podjetjem od 10 do 49 zaposlenih na obmejnih območjih s 26 milijoni evrov kreditov, ki bodo znašali od 5 do 50 tisoč evrov na podjetje.
Slovenski podjetniški sklad pa je pripravil predlog kreditov v višini 25 milijonov evrov za ostala območja Slovenije, torej izven problemskih in obmejnih problemskih območij, in sicer spet za mala in srednja podjetja od 5 do 49 zaposlenih v turizmu in gostinstvu s krediti od 5 do 50 tisoč evrov na posamezno podjetje. Omeniti pa velja tudi javni razpis z podpore mikro ter malim in srednjim podjetjem z področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. S spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanjem rabe energije in snovi želimo izboljšati konkurenčnost podjetij z področja turizma. Skupna vrednost za sofinanciranje je v letih 20 do 2022 znaša 21,5 milijona evrov, od tega 18 milijonov evrov za vzhodno kohezijsko regijo in 3,5 milijone za zahodno kohezijsko regijo. V prvem roku smo potrdili 123 ustreznih vlog v višini 16,7 milijona evrov, drugi rok za prijavo pa se izteče konec novembra letošnjega leta. Seveda pa se zavedamo, da turizma ni brez turistov in na ta vidik sami ne moremo vplivati. In letos bo mnogo odvisno od tega, kako se bodo odpirale ali pa, bog ne daj, zapirale meje med državami. Na te tokove se ne moremo zanašati, zato je nujna naša preusmeritev pozornosti tudi in predvsem domačemu gostu. Tem je namenjen naš najodmevnejši ukrep iz tretjega paketa in gre seveda za turistične bone. Slovenci smo sicer znani po tem, da znamo tudi najboljše ideje naprej obsoditi na neuspeh in moram priznati, da me je bilo že kar pošteno strah, da bodo podobno usodo doživeli tudi turistični boni. Ampak kljub vsemu mislim, da številke, ki jih zdaj poznamo, že sedaj potrjujejo to, kar sem trdil tudi, ko sem o bonu prvič govoril na seji naše vlade, da bomo na ta način zagotovili delo naši turistični industriji in da je ta intervencija države v turistični trg v največji meri demokratična. Zakaj? Zato, ker omogoča, da se med seboj soočijo tako veliki kot mali ponudniki. In turistični bon je na nek način nov koncept državne pomoči za gospodarstvo. To ni subvencija za to, da preživiš krizno obdobje, čakajoč na boljše čase, to je spodbuda, da v krizi delaš, četudi seveda na malo manjših obratih. Prepričan sem, da se nam bo ta koncept državne pomoči obrestoval, sam pa bom najbolj zadovoljen, če bo lahko država na tak način slovenski turizem spodbujala tudi, komu bo šlo malo bolje, kot mu gre sedaj. Računamo, da se bo zaradi bona v slovenskem turizmu do konca leta obrnilo skoraj pol milijarde evrov sredstev. Toliko namreč znaša skupaj vrednost tega ukrepa 345 milijonov in pa multiplikativnost njegovih učinkov skozi dodatno potrošnjo v oceni nekaj čez 170 dodatnih milijonov. In zaradi turističnega bona bodo imeli mnogi turistični ponudniki več dela in to je naš končni cilj in pa tudi smisel tega ukrepa, da so vrata naših ponudnikov tudi naprej odprta. Veliko smo o tem bonu že povedali, danes pa vam bom predstavil še nekatere zelo pomembne podrobnosti. Ampak kljub vsemu na začetku še vedno nekaj ključnih potrebnih informacij. Turistične bone bomo prejeli vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Bone bomo lahko unovčili za nočitev in nočitev z zajtrkom. In sicer vseh nastanitvenih obratih, ki so imeli dovoljenje za obratovanje na dan 13. marca. Unovčili ga bomo lahko v več delih. Tudi to je zadeva, ki smo jo uslišali na pripombo marsikaterega ponudnika, pa predvsem ponudnikov, moram priznati, planinskih koč ali pa planinskega dela našega turizma. Unovčili jih bomo lahko od 19. junija do konca leta.
Upravičenec bo moral o prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljanje storitev unovčil bon. Ponudnik bo nato v informacijski sistem finančne uprave vnesel njegove podatke in finančna uprava bo ustrezno zmanjšala dobroimetje upravičenca ter znesek opravljene storitve izplačala ponudniku storitve. Več o tem bo potem v nadaljevanju povedal gospod Grum. Nadzor nad rabo bonov bo pri ponudnikih izvajal tržni inšpektorat. Največ pa bomo zato, da ne bo prihajalo do zlorab teh bonov, do neupravičenega višanja cen ali dvojnih ponudb, lahko naredili mi sami, s tem, ko se bomo odločili, da k takim ponudnikom ne gremo. Zato že sedaj pozivam vse, da tudi javno opozarjajo na zlorabe in na tak način sankcionirajo nepoštene ponudnike storitev. Boni so torej tukaj, izkoristimo jih in naredimo dvojno dobro delo. Prvič, najprej za našo dušo, skozi dopust doma v Sloveniji in pa zatem tudi za naš slovenski turizem. Hvala lepa. Hvala lepa ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Petra Gruma, namestnika generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije. Gospod Grum bo svoj del predstavitve izpeljal z obilno pomočjo PowerPoint prezentacije, zato vabim tudi kamermane, da pozornost kamer usmerijo na drugi konec te dvorane. Hvala. Hvala za besedo. Zelo Presedate, da ne premikamo. Ja, z veseljem. Bomo tudi napise. Z veseljem. Gospod Grum, sam še več napis poprosila. Če se ga ne vidi, tako. Izvolite. Tako, hvala za besedo. Finančne uprave običajno ne povezujemo s počitnicami, ampak letošnje leto je malo posebno in tudi v tem delu bo posebno. Finančna uprava je namreč prevzela izvajanje novega zakona, kot ste že obveščeni. S tem zakonom so bili vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem na 13.3. v Republiki Sloveniji dodeljeni turistični boni. In boni dejansko jih bo mogoče izkoristiti pri turističnih ponudnikih za nočitev z zajtrkom ali pa za navadno nočitev od 19.6.2020 in do konca leta. Zdaj, glede na to, da gre za izredno velik projekt, minister je že povedal, da je več kot 2 milijona potencialnih upravičencev oziroma 2.050.000, če sem natančen, in glede na to, da je 1.700.000 teh upravičencev polnoletnih oseb, ki bodo prejeli bon v vrednosti 200 evrov, in pa 350.000 zavezancev oziroma upravičencev, ki bodo dobili bon v vrednosti 50 evrov. Skupna vrednost projekta pa znaša cirka 350 milijonov evrov. Se nam je zdelo izredno pomembno, da ta projekt zastavimo kar se da resno, kar se da robustno. Zato smo si pri izvedbi tega zastavili dva cilja. In sicer prvi cilj enostavnost, hitrost, učinkovitost unovčevanja bonov. Ta cilj je pomemben zato, da lahko pomoč hitro in učinkovito pride do tistih, ki jih potrebujejo, torej do turističnega dela našega gospodarstva. In pa drugi cilj, onemogočiti zlorabe. Zlorabe smo poskušali onemogočiti z kontrolami, ki jih bomo izvajali v realnem času v našem informacijskem sistemu. Povezani bomo tudi z knjigo gostov, ki se vodi pri policiji, tako da bomo v realnem času preverjali nočitve tudi tam. Prav tako je eden izmed ukrepov proti preprečevanju teh zlorab tudi dejstvo, da bodo lahko ponudniki samo tisti, ki so bili v poslovnem registru registrirani na datum razglasitve epidemije, torej 13.3. In seveda, kot že rečeno, tržni inšpektorat bo pa izvajal naknadni nadzor z uporabo podatkov finančne uprave, ki jih bomo analizirali v naših informacijskih sistemih in potem delili tudi z tržnim inšpektoratom. Moram povedati, da so kazni tukaj oziroma globe, ki jih bo tržni inšpektorat, ki je pristojen za nadzor, izrekal relativno visoke.
znaša od 200 do 600 evrov za fizične osebe in pa 1200 do 40 tisoč evrov za poslovne subjekte, tako da na ta poziv ministra, da naj se ponudniki ne poslužujejo raznoraznih skem, o katerih se že posluša, mislim, da je zelo na mestu in bi ga ponovil. Zdaj pa, če mogoče gremo na samo obliko bona. Napačno je razmišljeno, da bomo državljani oziroma prebivalci Republike Slovenije prejeli kakršnekoli bone v fizični obliki ali pa bone, natisnjene bone. Boni bodo evidentirani v našem informacijskem sistemu, to bo pač evidentirano dobroimetje, ki ga bomo potem lahko seveda pri ponudnikih storitev unovčevali. Kako bo pa samo unovčevanje turističnega bona potekalo v praksi? Če povem mogoče tipičen primer unovčevanja bonov. Torej, ko greste ponudniku namestitve sami ali pa z svojo družino, torej zakonca in pa otroci, kot do sedaj rezervirate termin pri ponudniku turistične namestitve, ponudnika seveda predtem vprašate, se pozanimate, ali bone sprejema, ker ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, seveda pa je to državna pomoč, ki mislim, da jo bodo z veseljem izkoristili. S seboj morate imeti osebno izkaznico oziroma potni list in pa v naslednjem koraku zgolj sledite navodilom receptorja. Receptor vam bo dal v podpis enostavno izjavo, na katero boste vpisali gor vaše podatke in pa znesek, do katerega želite unovčiti bon, in s tem boste potrdili pravzaprav, da želite unovčiti ta bon. Ponudnik bo moral pa to dokumentacijo seveda pri sebi hraniti. Sta pa dve posebni situaciji, v katerih boste pa morali imeti s sabo dodatne izjave oziroma pooblastila. Prvi primer je, ko bon mladoletne osebe unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik, se pravi tipičen primer, ko recimo otrok letuje s stricem, ne pa starši, in želi stric za njegovo namestitev unovčiti bon. To bo mogoče z podpisom posebne izjave, ki je že objavljena na naši spletni strani. Drug primer je prenos bona med družinskimi člani. Ta je, kot veste, mogoč. Mogoč je v ravni liniji do drugega kolena, torej babica, vnuk in obratno, in pa otrok, starš, ter obratno, in pa seveda med zakoncema. Med temi osebami je bon mogoče prenesti z posebno izjavo, ki je objavljena na naši spletni strani. Mogoče še ena informacija, glede na to, da boni ne bodo obstajali v fizični obliki, vam priporočamo, da si namestite našo mobilno aplikacijo eDavki. Na tej mobilni aplikaciji boste lahko v realnem času spremljali stanje porabe vašega bona, torej videli boste, v kakšnem znesku in pri katerem ponudniku je bil bon unovčen in v kakšnem delu je bon še na voljo za unovčitev. Dobili pa boste tudi prek te aplikacije informacijo o tem, da ste bon prejeli. To se bo zgodilo predvidoma v tednu od 15. do 19. Glede na to, da je kar veliko informacij, ki jih je potrebno predočiti torej receptorjem in pa ostalim zaposlenim v turistični industriji, bomo začeli 15.6. intenzivno informirati na tem področju. Izvedli bomo spletna izobraževanja, pripravili bomo ustrezna navodila, tako da bodo ponudniki lahko kar se da enostavno in pa učinkovito unovčevali te bone na podlagi pooblastil, ki jih bodo prejeli od upravičencev. In še za konec, na naši spletni strani so objavljene vse relevantne informacije v zvezi z boni. Objavljeni so tipični scenariji oziroma življenjski dogodki, kot jim pravimo, in kako je treba v teh življenjskih dogodkih ravnati. Objavljeni so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja in pa objavljena je tudi številka našega klicnega centra, ki je bil ustanovljen prav za ta namen, za namen informiranja v zvezi s turističnimi boni. Delovni čas tega klicnega centra je prav tako objavljen na spletni strani finančne uprave.
Jaz vam želim lep dopust, pa mogoče še bomo zavrteli en filmček za konec kot predstavitev tega projekta. Hvala lepa tudi vam, gospod Grum. Zdaj pa dajem besedo direktorici Slovenske turistične organizacije, gospe magistri Maji Pak. Prosim. Ja, hvala lepa. V nadaljevanju bi želela predstaviti odgovorne potovalne standarde slovenskega turizma, ki jih komuniciramo z znakom Green and Safe. In v okviru tega še dve novosti na področju gastronomije, na to pa še nekaj aktualnih promocijskih projektov, s katerimi bomo spodbudili povpraševanje poleg seveda bonov. Najprej o varnostnih standardih. Turizem se nahaja v transformaciji na poti do nove normalnosti in poleg vseh izzivov pomeni to tudi novo priložnost za še dodatno krepitev pozicije Slovenije kot varne, trajnostne in pa odgovorne destinacije. Že pred pandemijo so bili zelo jasni trendi povpraševanja v smeri individualnega, nemnožičnega, butičnega, zelenega turizma in ti trendi so se sedaj v času krize še dodatno ukrepili. Velik del turistov pa, kot vemo, je še posebej občutljiv na varnost. Zaradi ukrepov za zagotavljanje zdravstvene varnosti in pa zaradi spremenjenega vedenja turistov prihaja do reseta v turistični panogi, prihaja do prilagajanja na celotnem področju turizma, se pravi pri vseh deležnikih. V Sloveniji, kot veste, v zadnjih letih intenzivno razvijamo trajnostni turizem, razvijamo individualna doživetja s konkretnimi orodji, kot so zelena shema slovenskega turizma, s projektom Edinstvena doživetja Slovenije in tako naprej. Slovenijo in slovenske destinacije smo povzdignili med najbolj trajnostne na svetu. Postali smo mednarodni primer dobre prakse na področju udejanjanja trajnostnega turizma na sistematičen način in to je sedaj tista dobra popotnica za turizem naprej. Sedaj imamo priložnost in odgovornost, da nadgradimo to našo dobro pozicijo zelene, trajnostno usmerjene države in zagotovimo še dodatno varnost zaradi pandemije, ki jo bodo turisti iskali. Zato smo tudi v sodelovanju z Ministrstvom Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje oblikovali odgovorne standarde, potovalne standarde slovenskega turizma, ki jih komuniciramo z znakom Green and Safe. In z njimi sporočamo, da v slovenskem turizmu ravnamo odgovorno, varno in trajnostno. So torej nadgradnja naših dosedanjih praks na področju trajnostnega turizma z to novo odgovornostjo. In zelo sem vesela, ko je včeraj WTTC, se pravi World Travel and Tourism Council, dal soglasje k ustreznosti teh naših standardov
in možnost uporabe njihovega znaka, se pravi Safe Travel, tako da smo tudi na tem področju sedaj med prvimi. Na STO smo pripravili priročnik z navodili in pa z materijali, ki bodo pomoč podjetjem in destinacijam prvič pri uvajanju teh higienskih standardov, drugič pri uvajanju trajnostnega ravnanja in tretjič pri komuniciranju teh standardov in zelene varne Slovenije. Ni dovolj, da samo standarde imamo, moramo povedati torej našim ciljnim javnostim. Pomoč turistom pa smo pripravili eno kratko zloženko, se pravi navodila za zagotavljanje njihove varnosti in pa za razumevanje prednosti, ki jih nudi Slovenija kot turistična destinacija. Zdaj, ta priročnik za odgovorno, varno, trajnostno poslovanje vsebuje 3 ključna poglavja. Eno so, se pravi, ti higienski standardi, priporočila NIJZ-ja za turistično panogo, potem so tukaj priložnosti v drugem poglavju z vabilom k pridobitvi okoljskih znakov, ki jih tudi ministrstvo sofinancira, vabilo v zeleno shemo slovenskega turizma. Jaz sem vesela, da je v zeleni shemi sedaj že čez 100 turističnih destinacij, nastanitev, agencij, nacionalnih parkov in tudi ena turistična znamenitost. Trenutno razvijamo tudi znak Slovenija Green za gastronomijo, se pravi za restauracije. In lahko rečem, da smo edina država s tako sistematičnim pristopom in konkretnim orodjem za uvajanje trajnosti. Drugo poglavje se bo tudi vabilo k razvijanju trajnostne gastronomije, k prijavam za doživetja, se pravi znamko Slovenija Unique Experience, nagradam Sejalec, se pravi s tem, s čimer skušamo oblikovati res torej atraktivna doživetja. Potem tretje poglavje tega priročnika pa vsebuje komunikacijska orodja, zato da te vsebine varne zelene Slovenije skupaj z znakom tudi ustrezno komuniciramo. Se pravi, pripravili smo 10 ključnih vsebin, ki odgovarjajo na vprašanje, zakaj je v bistvu Slovenija tako varna in zelena destinacija, in pa vabilo k uporabi tega znaka Slovenija, torej Green and Safe. Seveda smo dodali še plakate s higienskimi priporočili v slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem jeziku, tako da jih ponudniki preprosto sprintajo spletne strani in uporabijo v hotelu. Dodali smo letak, dobrodošli zeleni varni Sloveniji in pa vsa priporočila z znakom v različnih oblikah, da lahko zelo enostavno torej snamejo z spletne strani. Ponudnike in destinacije torej vabimo, da implementirajo te standarde, da zagotavljajo res varna, trajnostna, atraktivna doživetja, ter da tudi komunicirajo zgodbo zelene Slovenije in pri tem ta znak uporabijo. Na ta način razvijamo, promoviramo turizem v skladu z vizijo, v skladu z novo realnostjo, tukaj pa vemo, da je varnost in pa zaupanje ključno. Znak so že ponudniki začeli uporabljati, priročnik je na voljo na spletu slovenija.info/standardi, tukaj pa imate tudi nekaj izvodov sprintanih. Ko govorimo o nujnosti nadaljnjega pozicioniranja Slovenije kot trajnostne varne destinacije in ciljih, ki so doseganje višje vrednosti v turizmu, naslavljanje gostov z višjo močjo, bi napovedala na tem mestu še 2 pomembna dogodka z področja gastronomije. Gastronomija je eden ključnih turističnih produktov slovenskega turizma, s katerim smo uspeli v preteklih letih resnično pridobiti izredno medijsko pozornost globalnih medijev in pa naziv Evropska gastronomska regija. Danes objavljamo nov gastronomski portal, tam je naslovna stran zadaj na skrinu, se pravi tejslovenija.si, ki smo ga na STO-ju intenzivno pripravljali v času epidemije. Gre za pomemben korak pri promociji Slovenije kot trajnostne gastronomske destinacije s prepoznavno, visokokakovostno, avtentično, kulinarično ponudbo. In privlačne vsebine, estetski vizuali, kot boste videli, sodobni dizajn portala v slovenščini in angleščini bo omogočal res dobro izkušnjo uporabnika. Na portalu je predstavljena bogata gastronomska tradicija Slovenije, sodobna ustvarjanja najboljših šefov Slovenije, izpostavljena so gastronomska doživetja, dogodki, posebne zgodbe šefov, pridelovalcev, vse restauracije in pa seveda znak Green and Safe. Od naslednjega torka pa bodo na tem novem portalu sijale tudi zvezdice. Kajti čez točno teden dni bodo znani rezultati prvega Michelinovega ocenjevanja slovenskih restauracij.
Gre res za prelomni dogodek slovenske gastronomije, ki smo ga čakali v Sloveniji vrsto let. Prihod prvega Michelinovega vodnika pomeni uspeh za slovensko gastronomijo, je posebno priznanje vrhunske kakovosti, kreativnosti in tudi usmerjenosti v trajnost. Trdemo delo vseh, ki so vključeni vanju, pomeni pa tudi priložnost za nagovarjanje najbolj zahtevnih gastronomskih gostov. Michelin je z več kot 3,3 milijone sledilcev in 19 profilov na družbenih omrežjih najmočnejša znamka na področju gastronomije. Razglasitev bo 16. junija na Ljubljanskem gradu ob 11. uri. Napovedali smo prilagojen dogodek, najprej smo mislili narediti čisto online, sedaj bo to prilagojen s prisotnostjo šefov vseh restauracij, ki bodo uvrščene v Michelinov vodnik pod različnimi kategorijami. Vemo, da imamo zvezdice, krožnike, Bit Gourmand in pa medijev. Danes turizem potrebuje pozitivne zgodbe, potrebuje spodbude, nahaja se v izjemno težki poziciji, sooča se z resnično velikimi težavami, tako da ves ta prihod in lansiranje portala bosta zagotovo v pomoč. In zdaj na koncu bi rada še nekaj besed o promociji, ki je tudi naš ključna aktivnost Slovenske turistične organizacije. Povpraševanje v turizmu namreč spodbujamo na 3 načine. Eno z atraktivno in varno ponudbo, kar je naloga ponudnikov destinacij, tokrat tudi z boni za domače turiste in pa seveda s promocijo. Turizem, kot sem rekla, bo močno prizadet, okrevanje bo trajalo več let in dejstvo je, da bodo turisti iskali bližnje in bolj varne destinacije. In zato smo tudi letos zaradi situacije zasnovali na STO-ju kampanjo na domačem trgu Zdaj je čas moja Slovenija. Letos pričakujemo, da se bo za oddih doma odločalo več Slovencev kot v prejšnjih letih. Glavni razlogi so zagotovo torej boni, epidemiološko varna Slovenija, destinacija in pa naravne lepote Slovenije. To so med tistimi ključnimi razlogi domačih prebivalcev. Domači turisti sicer prispevajo k prenočitvam četrtino in verjamemo, da bomo z vsemi temi zadevami, o katerih se danes pogovarjamo, uspeli nagovoriti več Slovencev, da bodo pustovali doma. Kampanjo smo lansirali skupaj z destinacijami, združeni ponudniki, zbornico, torej turistično-gostinsko, turistično zvezo, skratka z turističnimi vodniki, z vsemi partnerji v turizmu in skupaj jih povabili prebivalce k oddihu doma. Zasnovo in kreativo te kampanje smo pripravili na STO-ju, ki tudi koordinira akcijo in tudi objavljamo vsebine po naših kanalih in spodbujamo k objavam partnerje. Veseli nas odlično odziv strani destinacij, vanjo je vključenih vseh 35 destinacij, se pravi iz cele Slovenije, turistično gospodarstvo in tako naprej. Uvodni inspiracijski film, ki ste ga videli na začetku, Zdaj je čas moja Slovenija, si je od lansiranja, se pravi v teh 3 tednih, ogledalo že več kot 315.000 uporabnikov. Želeli smo z njim izpostaviti ključne prednosti Slovenije, varnost, neokrnjeno naravo, nemnožičnost in trajnost in navdušiti Slovence, da dopustujejo doma. Film je čustven in simbolizira vrednote slovenskega turizma in znamke Čutim Slovenijo. Hkrati pa je v teh 3 tednih nastalo skupaj že čez 200 oglasov s prikazom vseh 35 destinacij. Pri kampanji sodelujo številni ambasadori, številni zaposleni v turizmu, ki objavljajo na povabilo vseh teh 35 destinacij svoje ambasadorje, svoje znane osebnosti iz tiste destinacije in vsi ti snemajo filme, objavljajo, delijo torej doživetja in povabila, tako da v bistvu gre res za en super koncept, s katerim smo spodbudili in aktivirali vse, ki delajo v turizmu. Kampanja je zelo dobro sprejeta tudi pri široki javnosti, povečala se je v bistvu v 4 tednih uporaba ključnika Moja Slovenija za več kot 2500 novih in skupaj več kot 52.000 objav. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je za 60% povečala tudi obiskanost portala.
Objavljenih pa je že tudi na naših spletnih stranih več kot 200 počitniških paketov strani turističnih podjetij, namreč to možnost so dobili brezplačno, da lahko vsi svoje atraktivne ponudbe tudi objavljajo na našem portalu. In pa tudi odličen odziv strani medijev. Moram reči, da večinoma vsi sodelujete, objavljate te zgodbe in navdušujete Slovence, da dopustujejo doma. V skladu z našo raziskavo, ki smo jo ravnokar naredili o potovalnih namerah domačih turistov, je tudi kampanjo v bistvu samo v 2 tednih se z njo uspelo opaziti polovica vseh vprašanih in kar 45% jih je dejalo, da je v bistvu kampanja spodbudila neka čustva, ponos, da živijo v tako lepi državi. 22% jih je povedalo, da Slovenijo sicer slabo pozna in da bi si želelo spoznati o Sloveniji več. Skratka, to je, kar se tiče Slovenije in samo še par stavkov za konec glede tujine. Te aktivnosti že bolj poznate, ker nas spremljate, naše dejavnosti. Rada bi samo to povedala, da glede na dobro epidemiološko sliko Slovenije, glede na odpiranje mej, vse večje povpraševanje in analize tudi kažejo, da si turisti na naših ključnih trgih zelo želijo potovati. Veliko jih želi potovati takoj, ko bodo odpravljene omejitve. Zato smo tudi intenzivirali našo promocijo na ključnih trgih. Že od začetka epidemije smo komunicirali na prilagojen način, sedaj pa seveda aktivnosti intenziviramo. V teh 2 mesecih, junij, julij, izvajamo 11 webinarjev, s katerimi bomo predstavili skupaj s partnerji Slovenijo več kot 700 organizatorjem potovanj na naših ključnih trgih. Nadgrajujemo komunikacijo na družbenih omrežjih, štartamo z digitalno kampanjo in intenziviramo sodelovanje z tujimi mediji. Raziskave kažejo, da tudi mediji, 94% nekje jih je pripravljeno na študijska potovanja takoj, ko bo možno. Skratka, nagovarjamo bližnje trge, ciljno komuniciramo s poudarkom na tako imenovanih outdoor aktivnostih, na gastronomiji, doživetjih v naravi, na produktih zdravega, dobrega počutja, kajti Slovenija dejansko ponuja to, kar turisti sedaj iščejo. To je narava, mir, oddih na prostem, avtentično, individualni pristop. Zato jo predstavljamo naprej kot trajnostno, varno in kot tako jo tudi dalje razvijamo. Seveda pa je sedaj čas, da zelo okrepimo destinacijski menedžment, boljše upravljanje turističnih tokov, da nekako redefiniramo tudi kazalnike v turizmu, kazalnike uspešnosti, ki naj bodo še bolj trajnostni. Situacija je težka, verjamem pa, da bodo vsi ti ukrepi, ki smo jih danes tudi predstavili, pomagali turističnemu gospodarstvu. Hvala lepa tudi vam, gospa Pak. Zdaj, glede na to, da ste bili deležni res obsežnih informacij, najbrž nimate nobenega vprašanja, ne? Če pa ga slučajno imate z besedo na dan. Jaz bi vprašala Maja Grgič-Delo, jaz bi imela verjetno za gospoda Gruma. Zdaj, če sem prav razumela, torej, tja, ko bomo prišli, bomo z osebno izkaznico lahko koristili bona, ne? Zanima me, ali bo imel ponudnik pogled v to, koliko sredstv mi še razpolagamo na tem bonu. Zdaj nekako zaslediti je bilo tudi, da obstaja možnost, da recimo kakšne povezave ne bojo delale, pa bo potem država nekaj refundirala, če lahko kaj več o tem poveste. In pa kako bo, če boš hotel recimo rezervirati preko spletne platforme, nekaj nekaj. Torej, kot ste povedali, bon bo mogoče unovčiti z osebno izkaznico ali s potnim listom. Receptor bo imel vpogled v to, kakšno stanje na vašem dobroimetju še obstaja. Jasno, on bo v bistvu v tistem momentu, ko boste se vi prijavili na recepciji, na nek način rezerviral ta sredstva, zato da jih ne boste mogli vi koristiti istočasno še v drugi namestitvi, recimo, da bi ta bon še prenesel na nekoga drugega. To ne bo mogoče. Potem, kar se tiče interneta in naknadnega unovčevanja bonov, torej
Bon je potrebno unovčiti najkasneje do check-outa, torej do odjave iz namestitve in plačila računa, tako da nekje v tem, če je slučajno prišlo do kakšnega nedelovanja spletne, torej interneta ali pa mogoče naše aplikacije, bo v tem primeru mogoče pač malo počakati in kasneje vnesti podatke. Mi si predstavljamo, tako kot smo se pogovarjali tudi z turistično-gostinsko zbornico, da se bo ob prijavi v namestitev te podatke pobralo, potem se bo pa vmes v nekem, ko bo čas, te stvari vneslo, pripravili zadeve in potem ob odjavi, da se ne bojo pojavljale večje gneče, večje vrste zaradi vnosa teh podatkov, dejansko potem brez problema, tudi če nadaljuje internet v nekem momentu, potem bi lahko to brez problema koristili. Je pa res, da na nekaterih področjih, predvsem v kakšnih planinskih kočah, je pač interneta ni, ne? Zato bo v takih primerih, v takih izjemnih primerih mogoče tudi unovčiti bon tako, da boš podatke predal ponudniku namestitve in boš plačal račun v celoti in kasneje dobil refundacijo na svoj račun kot fizična oseba. To bo tudi mogoče. Ja. Imate za gospoda Gruma mogoče še kakšno drugo vprašanje? Ja, Martina Gojda, še kaj ste omenili ste, da lahko ponudniki ne sprejmejo, se odločijo, da ne bodo sprejemali turističnih bonov. A to potem velja v bistvu za ves čas, ali se oni odločijo, ne vem, ob koncih tedna pa ne bomo, ali pa ne vem, julija, avgusta ne bomo, kako je s tem? To je v bistvu prosto na ponudnikih, ne. Mi si želimo seveda, da bi ponudniki v celoti in ves čas sprejemali te bone, vendar pa je to stvar proste gospodarske pobude in v ta del pač ne moremo posegati. Ne. Jaz bi še vprašala, kada je Janšova RTV. 3 vprašanja imam, ali bo mogoče rezervirati preko bookinga, agencij in podobno, kako je s tem. Potem me zanima, če bo mogoče bono naučiti za nazaj. Recimo, da je nekdo rezerviral, ne vem, namestitev že marca, recimo, ali pa februarja, kako je s tem. Pa če bo možno koristiti bon za partnerja. Torej, kar se tiče rezervacijskih platform, bistveno je to, da bo treba račun poravnati pri ponudniku namestitve. Če se bo plačalo že ponudniku platforme, Booking ali kateremukoli drugemu, potem tega bona ne bo mogoče unovčiti na ta način. Kar se tiče unovčevanja bonov za nazaj, ne vem, a ste mislili samo rezervacija v preteklem času, pa potem unovčevanje po 19. Poglejte, če je nekdo že plačal, pa bo unovčil, torej pa bo namestitev se izvedla po 19. se pravi od 19. na 20. ali kasneje, potem se lahko v takem primeru ta bon tudi unovči, s tem pa, da se mora pač s ponudnikom namestitve potem dogovoriti, da mu ta sredstva, ki jih je vplačal, povrne. Pa še eno vprašanje je bilo Če je možno koristiti bon za partnerja? Za zakonca, seveda, možno je koristiti bon. Tudi enako, ja, možno je unovčiti bon za zunaj zakonskega partnerja, ta statusa sta izenačena. Je še kakšno vprašanje, prosim? Ja, samo v uredbi piše, da je do 31. januarja, tudi ste omenili do konca leta, katera zdaj drži. Torej, bon je mogoče unovčiti do konca leta. V uredbi ne piše do 31. januarja, se pa uredba, mislim, da uporablja do konca januarja. Vi morate vedeti, da se bo še refundacije ponudnikom namestitev v tem času dogajale, zato mora biti uredba v tem vmesnem času še veljavna. Pa še to me zanima, v Sloveniji je veliko teh sindikalnih počitniških hišic, a veljajo te boni tudi za te zadeve, pa tudi recimo te hišice, vemo, imajo podjetja tudi na Hrvaškem, po Balkanu. Vkolikor izpolnjuje pogoje, ki so v zakonu našteti, potem lahko, ne pa izven meja Republike Slovenije. Hvala lepa. Še kakšno drugo vprašanje? Ja. 13.3. je tisti datum, ne, presečni. Zdaj recimo konkretno vprašanje podjetnice, 13.3. je bila registrirana, vse pa na en objekt pisala. Zdaj z junijem prevzame še en objekt. A v tem objektu, na katerega se bo pisala junija, tam se lahko unovčuje bone? Če je bil ta objekt že prej vpisan v register namestitvenih obratov, torej 13.3., pa ga je ona samo prevzela kot ponudnik in je hkrati ona bila v poslovnem registru registrirana, potem lahko. Ker ona pravi, ta je bil objekt neaktiven, ker je prejšen najemnik. Nič hudega.
v tem primeru lahko. V katerih primerih pa ne? Nekdo ne more svojega objekta oddajati, ker ni bil trinec, recimo sobodajalec. Ja, pri sobodajalcih je problem to, da velikokrat odjavijo svojo dejavnost, torej se izpišejo iz poslovnega registra in če se pravi, recimo v sezoni se vpišejo v poslovni register, izven sezone se potem izpišejo, da jim ni treba plačevati prispevkov za socialno varnost. V takem primeru, če na 13.3. ni bil vpisan v poslovnem registru, ne bo mogel sprejemati bonov. Zdaj pač pojavljajo se pol ideje, rešitve, ima pač objekt, kaj če ga nekomu dal najem, nekomu, ki pa je imel registrirano, pa ta oddaja. To je mogoče. Aha. Zakon tega ne prepoveduje. Pravi, če objekt bil vpisan. Če objekt bil vpisan v registr namestitvenih obratov. Konkretno nekdo izvajalec vpisan, se pa pol vpiš. Ponudnik se je recimo zamenjal, ne? Ja. Lahko. Pravi ta gospa, recimo okoljski, bo lahko tudi ta drugi objekt. Jaz konkretnega primera ne morem komentirati. Ne morate konkretnega, ampak to, da si lažje predstavljamo, da se bo vpisala na ta objekt in da bo tudi lahko bonil. Glejte, registr namestitvenih obratov ima vpisane določene objekte. Ti so lahko aktivni, neaktivni, lahko ima enega ponudnika, drugega ponudnika. Če se bo ta ponudnik v vmesnem času od 13.3. do datuma, ko se bodo boni unovčevali, zamenjal, ni problema. Ga lahko uporablja. Tudi ključen je status tega, ki je ponudnik, oziroma izvajalec, kot rečem. Tako. Je še kakšno vprašanje? Jaz sem imela samo zelo praktično vprašanje. Zdaj prej smo govorili o družinskih članih. Zdaj me zanima, kako pa recimo, če bo šla na dopust neka družba, ki niso družinski člani, najela bo apartma, ne? Zdaj tisto apartma ponavadi plačaš v koslu, ne? Lahko potem to eden ali dva pokrijete svojega bona, ali bo treba to zdaj, ne vem, drobiti recimo na 6 oseb? Torej zakon tega ne omejuje, važno je, da upravičenec, ki unovčuje svoj bon, koristi namestitev, torej koristi storitev tam. Mene vseeno še zanima, veliko pobud se pojavlja v javnosti, da bi nekateri bone vseeno radi dali mogoče v humanitarne namene. Obstaja kakšnakoli variant, da bi se zdaj v naslednjih tednih možda to spremenilo, pa bi se pustilo vseeno mogoče kakšnim tem humanitarnim organizacijam, da bi, ne vem, peljali otroke na more, kakorkoli, če vse te bone še dalo kaj prenašati? To je sicer bolj vsebinsko vprašanje, ne? Ja, podpiramo to, Helena Cvikl, direktorica direktorata, podpiramo to, vendar pa še smo v dogovori. Najverjetneje bo MGRT skupaj z FURS-em bomo v nadaljevanju to tudi dopolnili. Tako jaz predlagam, če ni drugih vprašanj, glede na to, da vas potem vabimo še na priložnost opogostitev, kjer boste lahko vse tri govorce izkoristili za to, da boste iz prve roke dobili še dragocene informacije. Vabim še gospoda ministra v zaključni mislim. Mi daste samo prosim. Zdaj za konec mi dovolite še nekaj zahval. Jaz se res iskreno zahvaljujem vsem, ki so v preteklih mesecih sodelovali z nami pri pripravi ukrepov za pomoč turizmu in pri iskanju najbolj optimalnih rešitev. Hvala mojim sodelavkam, sodelavcem na ministrstvu, na čelu z direktorico direktorata za turizem gospo Heleno Cvikl, državnim sekretarjem gospodom Simonom Zajcem, ne vem, če je tukaj kje. Hvala tudi strokovnemu svetu za turizem pri našem ministrstvu, ki je na nek način svojimi aktivnostmi delal na tem področju, da smo se borili za izvedbo ali pa pripravo teh ukrepov v še večji meri. Hvala posvetovalni skupini Vlade Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Matej Lahovnik, kjer se je v osnovi porodila tudi v diskusiji z nami ta ideja, na kak način pomagati slovenskemu turizmu. Bilo je potrebno sprejeti odločitev med tem, ali damo denar za to, da ta panoga ne dela, ali damo denar za to, da se mora panoga potruditi, da do tega denarja pride skozi svojo
aktivnost. To je pač bila ena težka odločitev, ki še danes vidite, da buri duhove. Jaz globoko verjamem, da smo se prav odločili, ko smo pač izbrali rešitev, ki je zdaj na koncu predmet študija naših južnih, severnih in zahodnih sosedov in verjamem, da smo s tem naredili kar nekaj vetra na tem področju. Prej sem govoril, da gre za eno novo obliko pomoči turizmu in to mislim, da se bo v praksi pokazalo še z eno dodano vrednostjo. Govorili smo o multiplikativnem učinku na to, da bojo, ker smo se zavestno odločili za nočitev oziroma nočitev z zajtrkom, zato da spodbudimo na posameznih destinacijah tudi dodatno potrošnjo, obisk kulturno-zgodovinskih znamenitosti, gostinskih lokalov, športnih objektov in drugih, ampak ta ukrep ima še eno dodatno prednost. Da bomo spoznali, tudi mi, ki mislimo, da poznamo Slovenijo zelo dobro, še kak skrit kotiček Slovenije in da bomo v svojo zavest dali to, da je tudi doma ogromno skritih biserov, ki omogočajo, da se lahko imamo dobro na našem dopustu. Hvala vsem ministrstvom, s katerimi smo sodelovali dobro, tvorno in to sta zlasti Ministrstvo za finance in pa finančna uprava, Ministrstvo za delo, socialne zadeve. Hvala tudi poslanki Mateji Udovč, ki moram reči, da me je skoraj prisilila v to, da smo našli rešitev, ki je aktualna tudi za planinske koče, tako da nam ni preostalo drugega, kot da najdemo tudi to rešitev z delitvijo. Skratka, pri pripravi uredbe se je angažiralo ogromno različnih subjektov in ljudi. Seveda nismo uspeli rešiti apotekarsko-lekarniško vseh problemov, ampak mislim pa, da smo ključne naslovili. Zdaj ne morem mimo niti zahvale ustanovama, ki sta danes še posebej sodelovala tukaj zraven Slovenski turistični organizaciji in pa še enkrat FURS-u, ki bo na koncu, veste, z vsako to odločitvijo, ko rečemo, da je bon deljiv, bo število vstopov na njihove spletne strani enormno večje in bodo morali zagotoviti pač delovanje celega sistema, zato da bomo mi lahko vse te naše glasbene želje na dopustu realizirali potem skozi plačilo. Moram pa reči na koncu tudi hvala za podporo tem predlogom predsedniku vlade. Zakaj? Zato, ker je aktivno sodeloval pri teh zadevah, zato, ker ima pomembne zasluge za to, da smo te bone razširili na celo populacijo, se pravi na mladoletne, na odrasle in na koncev zato, da smo se vsi skupaj kot vlada zavedali, da je to panoga, ki je potrebna separatnega, drugačnega obravnavanja. Zakaj? Zato, ker je bila prva zaprta, ker je bila popolnoma zaprta. To ni enako kot panoge, ki so padle 10, 20 ali 30%. Turizem je bil od 13. maja, pa lahko rečemo v največji meri do zadnjega, ne 13. maja, od 13. marca do zadnjega maja popolnoma zaprt. To je en problem. Drug problem pa je, ko odpremo meje 1. junija, ni gostov tako, kot jih je bilo nekoč. Veste, da naš slovenski turizem, če gremo na lanske podatke, živi v 72%, kar se nočitev tiče od prihoda tujih gostov. In da to ne moreš dosežiti s tem, ko si rekel, zdaj pa sproščam destinacijo, odpiram hotel. Pravi, da se bo turizem dolgo pač pobiral in to je ključni razlog, da smo za turizem morali pripraviti specifične ukrepe, ki upamo, da naslavljajo vsaj del problemov in ki bodo omogočili turizmu, da bo zaživel in pa preživel.
Zdaj, veste tudi, da najboljši strokovni predlogi včasih pridajo do tega, da se zataknejo v političnem kolesju, in ker sem sam odgovoren za ta del procesa, moram priznati, da mi je bilo v teh 3 mesecih omogočeno res delati s podporo in z suverenostjo vseh sodelavcev na vladi in še enkrat posebej predsednika vlade, ki je na koncu koncev odgovoren za to, da smo lahko s temi predlogi prišli v parlament in za njih dobili tudi pač sprejetje teh zakonov. In jaz verjamem, da se bo po zaslugi teh ukrepov slovenski turizem po letošnjem poletju, po letošnjem letu, v drugi polovici spet pobral in v nadaljevanju, v prihodnjem obdobju spet zaživel v svoji lepi zeleni luči. Je pa ta kriza priložnost skozi vse te ukrepe, ki smo jih sprejeli, da naš aktivn, zelen, zdrav in pa butični turizem še bolje promoviramo v naši okolici. Imamo vse, kar potrebujemo, pa tudi dovolj gostov v krogu 500 km okrog Slovenije, ki niso odvisni od vseh teh še dodatnih problemov, ki jih je koronavirus povzročil. Verjamem, da bo naš slovenski turizem, tako kot Slovenija, spet šel s polno paro naprej. Hvala. Hvala lepa vsem. Zdaj, imate vi še eno vprašanje za gospoda ministra? Izvolite, na hitro. Zdaj, boni so namenjeni spodbujanju slovenskega turizma, pa smo slišali danes na terenu neke očitke, da se lahko pojavi situacija, ko recimo nekdo rezervira nastanitev preko Bookinga, jo potem z bonom plača pri ponudniku, ponudnik pa potem del denarja da pač kot koncesijo Bookingu, ki ni slovensko podjetje, se pravi, del tega denarja gre lahko v tujino, po drugi strani pa niste recimo upoštevali predloge in razširili uporabo bonov tudi na gostinsko ponudbo, pa na aktivnosti mimo Postojnsko jamo. Tu ste mi dali zdaj 3 vprašanja. Na vprašanje v zvezi z Bookingom je odgovoril že gospod Grum. Jaz bi temu dodal samo to, da se lahko rezervira bivanje preko kogarkoli. Poanta bona je, da bom za tisti del storitve, na katero se nanaša, koliko je vreden bon, plačal jaz sam na lokaciji. Saj ni nujno, da bom jaz pač vso storitev lahko plačal z bonom. Dejstvo pa je, da preko Bookingu ne morete plačati z bonom, lahko plačate na konkretni lokaciji. Zdaj, kaj ste mislili, na kak način bi lahko šel ta denar od tega bona v tujino? Zato, ker pač se oglašuje oziroma ker mu pač del gostov recimo nudi Booking, na ta način mu plačuje tudi neko naročnino oziroma delež od vsakega ponudnika. Ampak iz tega naslova ne. Zdaj, če bo paket vreden 1000 evrov preko Bookinga, moja storitev za bon je 200, jaz bom ta bon uporabil in jo plačal konkretno ponudniku. Ali je to hotel, ali kmečki turizem, ali planinska koča. Tukaj ne vidim problema. Za vse morebitne jaz mislim, da ni skratka še to, ko smo prej govorili, ja bo ponudnik sprejel bon ali ga ne bo sprejel. Bon je najbolj primerljiv s kreditno kartico. Za razliko od nje je dvakrat mesečno plačljiv oziroma po uredbi bo finančna uprava do 15. prijete zadeve plačevala v naslednjih 15 dneh in potem od drugih 15 dneh do 15. naslednjega meseca. Pri kreditnih karticah nekaterih dobiš denar šele čez mesec dni. Jaz mislim, da je to odlično plačilno sredstvo in v času, ko nimamo dovolj gostov, bo vsak ponudnik zelo, zelo zainteresiran, da goste dobi in da svoje storitve pač poravna tudi z bonom. Jaz ne vidim dobenega racionalnega razloga, da bi kdo drugače razmišljal. Imamo pa, slišal sem že toliko različnih pogledov, da
da me to že na koncu kar nasmeji. Pozabil sem naslednje vprašanje. Gostinske storitve pa Postojnska jama. Ja, še vedno so očitki. Gostinska, glejte, najprej gostinstvo, ne. Imeli smo možnost reči tudi polni penzion, nobenega problema. Ampak še večja bi bila koncentracija v posamezne velike ponudnike. Mi smo s tem omogočili to multiplikativnost, če je za bone 200 pa 50 evrov rezerviranih 345-350 milijonov, mi s tem spodbujamo, da ko jaz pridem nekam, moram pač se sebe potrošiti še za gostinstvo, še za, ne vem, sem rekel, kulturo, šport, kakršnokoli drugačno animacijo. In to je zavestna odločitev v tej smeri. Mi bi poslabšali, po moje, multiplikativnost, če bi sprejeli drugačno odločitev. In tudi, ko pravite kulturno-zgodovinski spomeniki, zdaj, če bi direktno subvencionirali to, tudi to je bilo možnost, ampak tudi ta zadeva ni zaobidena skozi multiplikativnost bivanja na tem področju. In tudi omenjeni ponudnik ima hotelske nastanitve, v katerih je možno te bone vnovčiti. Seveda, pa še enkrat ponavljam, da mislim, da ga ni onaka, ki bi pripravil lekarniško eksaktn sistem, ki bi zadovoljil čisto vse interese. Mi smo se v grobo, to, kar sem že večkrat povedal, odločali med tem, ali damo ribo hotelirju, ali mu damo ribiško palico. Odločili smo se za ribiško palico, da se morajo potruditi. In jaz verjamem, da se bo veliko manjših ponudnikov strahovito ponudilo, da bodo dokazali, da so konkurenčni tudi v konkurenci s temi, ki mogoče samo čakajo, pa da se bo nekaj zgodilo, ker so pač na nekih bolj razvpitih destinacijah, ker imajo že danes nek večji renome. Skratka, za te bone se bo vsaj pri meni potrebno potruditi, oziroma jaz jih nimam več, samo enega bom potrošil. Najlepša hvala vsem. Ostanite z nami še nekaj časa, dobili boste... avtodomov. A se bojo lahko koristili za najem? Lahko koristili za najem avtodomov? Ne. Ne. Ja.